Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Približno tako bi lahko na kratko povzeli načrt premierja Mira Cerarja mlajšega za rešitev javnega zdravstva. Včeraj nas je namreč razsvetlil, da smo za čakalne vrste krivi tudi sami. Premalo menda skrbimo za preventivo. Vi pa gledate oddajo VV Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Slovenci iz oaz. Kdo so Slovenci v davčnih oazah in zakaj so tam? Leben versus Kišeljević. Kdo znotraj SMC bo močnejši v spopadu za Luko Koper? V zadnjem delu oddaje pa TV Škrabec. Tajkun Janez Škrabec v službi javne RTV. Objavljeni dokumenti razkrivajo, da je v eni izmed davčnih oaz na Cipru rešitev zase poiskal tudi nekdanji direktor Slovenske davčne uprave Ivan Simič. Za našo televizijo je povedal, da je glede poslovanja v davčnih oazah svetoval enemu od največjih davčnih utajevalcev Zlatanu Kudiću. Simič, ki ima podjetja v davčnih oazah, v takšnem poslovanju ne vidi nič spornega. Povedal sem že v zadnjih 9 letih, ne vem kolikokrat, tudi napisal v svoji reviji, na forumih in tako naprej, da imam podjetje na Cipru, sem tudi zaposlen na Cipru. Moja zaposlitev je tudi prijavljena na Slovenski davčni upravi. Plača, ki jo dobim na Cipru, plačam dohodnino v Sloveniji, pomeni dividende, ki si jih izplačam iz offshore podjetja, plačam davek v Sloveniji, pomeni nobene utaje, nobene nepravilnosti. Normalno je pa, da ima Cipr čuden prezvok in da ljudje to takoj povezujejo z nepravilnostmi, zato ker jih veliko mogoče tudi dela nepravilno. Takole so na nacionalni televiziji na podlagi poročanja časopisa Delo pompozno razkrili nekdanjega šefa slovenske davkarije kot enega glavnih junakov v tako imenovanih rajskih dokumentih o nepridipravih v davčnih oazah. Kdo so v resnici Slovenci v davčnih oazah in zakaj so tam, bomo komentirali z našima prvovrstnima komentatorjema, ekonomistom magistrom Radom Pezdirjem ter, ne boste verjeli, magistrom Ivanom Simičem. Dobrodošla. Pozdravljen. Rado, predlagam, da gremo kar k stvari. Je Ivan Simič davčni utajevalec ali ne? Ne, Ivan Simič ni davčni utajevalec. Ok, konc oddaje, lahko gremo domov. Hvala lepa, to je bil faktor. Ne, hecam se, izvoli. On posluje normalno in pod regulacijami. Tukaj tisto, kar je spojeno pri davčnih oazah, je seveda kriminalna dejavnost, pranje denarja in podobne stvari. Ostalo, če so davčne oaze, in jaz tudi ne bi tretiral Cipr prav kot de facto neko davčno oazo, vsaj dokler je v regulativi znotraj Evropske unije, to ni primerljivo britanskim Deviškim otokom. So pa seveda ta podjetja spojena v primeru, da se skrivajo denarni tokovi, prenakazujejo in delajo fiktivne pogodbe. Tega pri sogovorniku ni in tudi v 9 letih, koliko ga sovražijo in to do dna duše, bi mu izvlekli ven, če bi to imel. Ampak, veste, najlažje ubiti gospoda Simiča, malo težje ubiti ljudi, kot so Petan, Pušnik, Zavrl in podobni. Medijsko umoriti, verjetno misliš, ne? Da ne bi kdo imel napačne predstave, ja. Ja. Dobro, Rado, hvala. Lej, še eno vprašanje, predno Ivana vpeljemo v debato, po moje komi čaka, da kaj reče, sploh pri tej temi. Zakaj potem po tvojem mnenju, Rado, članek v Delu z pompoznim naslovom Rajski dokumenti za Cipr kliči Ivana Simiča in takimi fotografijami, kot jih vidimo zdaj, če Cipra sploh ni med 19 državami, ki so bile v tako imenovanih rajskih dokumentih navedene kot davčne oaze? Mislim, da je zelo jasen problem davčnih oaz in poslovnih goljufij preko davčnih oaz želijo prevaliti čist v drugo točko proti Ivanu Simiču in s tem zamegliti dejanske zgodbe, ki se dogajajo. Recimo, zakaj pa ni bila nikoli sporna firma Cipet, to je podjetje, ki ga je na Cipru odprl Petrol in ki je bil vmešan v ogromno poslov, ne znam, zadnje z Ismailom Karimovom iz Mahačkale, ki je eden izmed večjih oligarhov. In da ne govorim naprej in naprej, kjer so vpletene resne zgodbe in resna slovenska imena v davčnih oazah. Jaz mislim, da že 3 leta preučujem
poslovanje preko davčnih oaz. Zgodovina se začne leta 1951. Davčne oaze so zažrte v slovenski bančni sistem. In mislim, da je zgodba ni Ivan Simič, če pa kdo prodaja zgodbo Ivana Simiča, mu pa lahko rečem, mislim, zdaj ne bi psoval, ampak sem iziritiran do te faze, da bi poslal vse skupaj. Ok, to si zdaj bil zelo korekten do kolega sokomentatorja. Skratka, ugotovili smo, Ivan Simič ni davčni utajevalec, ampak Ivan, daj nam ti razloži, v čem je potem fora, v čem je stvar tega Cipra, a gre tu za neko davčno optimizacijo, ali so resničen problem res tiste države, ki pa so na unem seznamu v rajskih dokumentih in tisti Slovenci, kot bomo kasneje videli, ki pa res poslujejo v tistih davčnih oazah, za razliko od tebe, ne? Ne vem, jaz glede Cipra lahko samo povem, da pač razvila se neka fama o Cipru. Cipr je res bil neke vrste davčna oaza, tako kot so mnoge države danes po svetu. Pred letom 2004, pred vstopom Cipra v Evropsko unijo, takrat so imeli nižjo davčno stopnjo, tako imenovano offshore davčno stopnjo, ki je bila okrog 4 ali 5 odstotkov, in pa višjo za državljane Cipra, ki mislim, da je bila 15. Potem, ko so vstopili v Evropsko unijo, so postavili enotno davčno stopnjo 10 odstotkov in sedaj imajo to evropsko stopnjo, ki je sprejemljiva za celo Evropsko unijo, to je 12,5, če govorijo o davku dohodka pravnih oseb. Vse ostalo na Cipru velja isto kot v Sloveniji, torej nobenih drugih zadev ni takih. Domači rezidenti plačujejo davke podobne kot Slovenci, razen dohodnino imajo nekoliko nižjo, olajšavo imajo višjo kot v Sloveniji. In to je normalno, ti pa novinarji in vsi ti, ki so se navadili, pa pač rečejo Cipr, to se takoj pri ljudeh zelo dobro prime, in tudi, ker so mene pač dali na celo stran dela, najprej sem tisto gledal, sem rekel, pa si, ali je slabo, ali to dobro, ali je slabo. Na koncu pa mi je bilo vse jasno, ko sem videl, kdo je avtorica članka, to je bila pač novinarka Dela Anuška Delić, vemo, s kom je poročen. Ok, ampak ne gremo zdaj v to tvojo zgodbo, pa kdo je s kom poročen. Ampak jaz bi samo rad povedal, da vsaka razlog ima nekaj, zakaj je bilo narejeno. Tudi mogoče se je več govorilo o meni, namesto da bi se govorilo o pranju iranskega denarja ali pa o kazni, ki nas čaka zaradi Nove Ljubljanske banke. V redu, to vse razumemo, ampak danes smo tukaj zato, da govorimo o teh Slovencih, ki so v davčnih oazah in zakaj so tam, ne? Zdaj, če pogledamo, recimo, kdo so Slovenci, ki so se znašli v teh rajskih dokumentih, kot lahko vidimo, ne? Poleg Ivana Simiča, ki ga noter sicer ni, ne, je pa na seznamu, še Zlatan Kudič, Mojca Plut, maneken Jernej Pleško, David Andrew McDowell Zor, tega ti poznaš, ne, Ivan? Ja, poznam. Gregor Jeza, Jože Kojc in tako naprej, še nekatere druga imena. Kar nekaj imen je bilo do zdaj že razkritih, mislim, da je kakor 70 imen, 6 pravnih oseb ali nekaj tazga. Zdaj, niso to taka imena, da bi človek padel s stola pa rekel, Madonna, tudi ta, ne? Kiro se vama zdi najbolj zanimivo in zakaj? Ja. Veš, če gledaš ta imena, sem jaz bil najbolj zanimivo ime tam not. In zaradi tega so mi tudi toliko izpostavili. Ja, ampak ti nisi v teh dokumentih. Jaz se ti upravičujem, Ivan, ampak ti nisi v teh dokumentih. Jaz nisem, ampak veš, kako je. Oni so imeli mojo zgodbo pripravljeno, pa so me tukaj dodali, ampak to nima za nobene veze. Hočem reči, da ker sem bral, jaz sem pač ta teden kupoval časopis Delo, da vidim, kdaj se bodo nehala, bom rekel, citiranja teh imen, in to se je končalo v soboto, kajti v ponedeljek in torek ni bilo več nobenega imena. Tisto, kar ne znajo ločiti, nekateri od teh, ko sem bral članke, sploh niso davčni rezidenti Slovenije. Pomeni, če nekdo ni davčni rezident Slovenije, lahko ima podjetje, kjer želi, ker je to problem tiste države, kjer je davčni rezident. Tako da so se teh primerov lotili, bo rekel, zelo osnovnošolsko, ampak jaz še zmer čakam, da bodo objavili ostalih 70 ali pa ostalih 76. Pomeni, nekdo nekaj objavi in potem se iz tega ne zgodi nič, tako da jaz bom še malo počakal, potem sem pa moral obrniti na novinarje Süddeutsche Zeitunga, da jim povem, kaj je zdaj s temi imeni, zakaj. Ok, razumem. Ampak Rado, zdaj, zakaj gre v teh primerih? Kaj je to zdaj? Utajevanje davkov, davčna optimizacija, kaj tretjega, zakaj gre tukaj v bistvu? Zelo težko je več, niso pač taka prepoznavna imena. V tem smislu, da vsaj jaz jih ne prepoznavam iz aspekta kriminalnih dejanj oziroma gospodarskega kriminala. Niso mi poznana. Je pa vsekakor treba narediti neko preiskavo. Naprimer, pri Panama Papers je precej imen, ki so bila neznana, pobegnili, pa se je razkazalo, da so povezane s kriminalnim miljejem, predvsem v vezi z Atlas banko v Črni Gori in Moskvi. Bojim se, da smo dobili eno novo plahto Panama Papersov,
kjer bomo razkrili kakšnega nesrečnega Dejana Zavca in ali pa Boštjana Nahbarja in jih potem tolkali po glavi. Za moje pojme so notorični primeri, ki so notorično nepreiskani, seveda britanski Deviški otoki in iransko pranje denarja. Potem je Darko Horvat za svojo hobotnico preko 60 offshore podjetij, kjer je denar poniknil. In seveda primer, ki se sploh ne gleda, in sicer to je Združeni arabski emirati in Saudska Arabija, ki je dala sprego med bivšo Ultro in DZS-jem v imenu Imovationa, ki je potem prodajal storitve slovenski borzi, slovenski pošti. Zaenkrat ta razkritja niso nič posebnega, ne? Lahko jih zelo intenzivno googlate, ampak ne dajo vam razkritja o kriminalnem miljeju. Ali pa recimo Toura SA, bivši Mihene SA, ki je znana iz T6 premogovnika Velenje, GP Bosna, prevzeme Terme Čatež in še ostalega. Ne? Se pravi zelo glasna Pušnik Petanova naveza. Ok, to razumem. Ampak zdaj, kdaj po vajnem mnenju bomo recimo v tem kaj brali v dnevnih časopisih v Sloveniji? Zakaj ne bomo rado? Zato, ker do zdaj že nismo. Ne? Ko so se objavljali Panama Papers, ko so objavljali Panama Papers, bi lahko rekel, da je bil absolutno ničen prispevek novinarstva k temu. Mi smo istočasno razkrivali, ker pač do Panama Papers nismo imeli dostopa, smo istočasno karibske davčne oaze razkrivali, kjer smo popisali cele zgodbe o igralništvu, v najrazličnejših večjih slovenskih podjetjih, ki so bežali v Panamo in Karibe. In ti se bilo absolutno in popolnoma ignorirano. Tako da iluzija bi bila, da bi se gospodarji denarja in življenja v tej državi razkrili preko medijev in to kar sami. Ok, Ivan, zdaj v prispevku tistem, ki smo ga zavrteli od RTV Slovenija, je bilo med drugim omenjeno tudi, da naj bi ti pomagal, delal, svetoval, kakorkoli za enega največjih davčnih utajevalcev v Sloveniji. A nam lahko malo pobliže razložiš, vendarle si bil tudi direktor davčne uprave v Sloveniji in v Srbiji. Kaj to pomeni eden največjih davčnih utajevalcev v Sloveniji? A je to zdaj nek strokovni termin? A je to novinarski termin? Kaj si lahko potem predstavljamo? Torej, tisto, kar je prispevek v tem delu, ki se je govorilo o Zlatanu Kudiću, je bil napačen, torej jaz mu nisem svetoval. Bomo rekel, v tej zadevi. Zlatan Kudić je res prišel k meni pred leti, ko še ni bil davčni dolžnik. Zanimal se je za ustanovitev, jaz sem mu dal pač telefonsko številko in kontaktne podatke in potem si je pač ustanovil podjetje ali karkoli, s katerim je delal. In to je bila cela zgodba. Davčni dolžnik je postal pozneje, s tem, da jaz pravim malo tudi po svoji nerodnosti, ampak nihče se ne želi s tem ukvarjati, ker ti imaš zgodbo, da govoriš, da je nekdo davčni dolžnik, čeprav jaz pravim, da je resnica verjetno kje druge. To je ta zadeva. In normalno, take zadeve so zelo zanimive, torej dva največja, bivši direktor največji on in to se pač lepo prodaja, v bistvu pa ni ničesar, kajti jaz nisem, bom rekel, toliko naiven, da bi počel nekaj, kar ni dovoljeno. Poleg tega sem ves čas v Sloveniji, plačujem vse davke v Sloveniji, torej nimam nobenega interesa, da hodim okrog po svetu, ker mi je tukaj popolnoma v redu. Razumem to, ampak zdaj me zanima tvoja izkušnja kot direktorja davčne uprave, ne? Kako ste se recimo v tvojem času borili proti pač davčnim dolžnikom, neplačnikom, kako ste zmanjševali davčni dolg? Davčni dolg je bil takrat nekaj nižji, kot je sedaj, ampak predvsem posledica davčnega dolga je v tem, da mnoga podjetja končajo v stečaju, torej mnogi tudi fizične osebe končajo v stečaju in zaradi tega se davčni dolg povečuje, ker ga nihče ne more poravnati. Tukaj bi morali oni narediti nekaj popolnoma drugega, to, kar smo želeli takrat uvesti že leta 2006, da bi uvedli neko dogovarjanje v davčnih postopkih glede višine plačila, bom rekel, obveznosti. Kajti, če jaz imam danes nekoga, tu imam jaz v primerih v praksi, da je nekdo pripravljen plačati 1 milijon davka, inšpektor pa reče, ne, plačal boš 3, pri 3 milijonih gre v stečaj in imamo potem 3 milijone davčni dolg, namesto da bi imela 1 milijon plačanega davka. In takih primerov je na nižjem nivoju še veliko. To pomeni, tukaj nam manjka, bom rekel, ta neka komunikacija in neko prilagodljivost, kot je to mogoče v nekaterih drugih državah, tudi v Evropi. In normalno ta davčni dolg se podaljšuje, vsake toliko časa ga omenijo, kako je visok, govorijo o visokih davčnih, bom rekel, nekih davčnih dolžnikih, takrat, ko se nekaj odkrije, ko se ugotovi, da ni davčni dolžnik, tega ne želi nihče objaviti in tako se pač te zadeve vrtijo. Tisti, ki delamo v temu, smo pač včasih tudi
bom rekel, razočaran, da je to tako, ampak pač je očitno tako, mediji vodijo svet. Ja, razumem. Rado, v pol minute, prosim te, preden gremo na oglase, zakaj pri Izi in samo Loginu, se pravi bivšima lastnikoma podjetja Outfit 7, ni bil problem, da sta stacionirana na Cipru? Zaradi tega, ker je več razlogov, zakaj si na Cipru. Naprimer, kitajska podjetja so znana po tem, da je Cipr njihovo izhodišče za Evropo in ni nenavadno, da je bila pogodba taka, da se je izvršila na samem Cipru. Tudi če boste šli nafto ali pa plin regularno kupovati, boste mogli pristati na Cipru. Precej tujih rezidentov, tistih, ki niso iz EU, pač posluje preko Cipra in vi ste tam tudi na Cipru potem stacionirani. Se pravi, ni Cipr isto, kot je bil Cipr leta 90-91, kot je kolega Simič povedal. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, če greste kdaj na Cipr, ni z vami nujno še nič narobe. Vrnemo se po oglasih, ko bomo analizirali spopad med Lebnom in Kešeljevićem za Luko Koper.